letom so se začele zimske priprave in nov prestopni rok. In kdo bi bil pravi naslov, če ne športni direktor nogometnega kluba Domžal Matej Oražem, da nam pravzaprav odgovori na prvo vprašanje. Matej, zdravo. Zdravo. Kako poteka kadrovanje v Domžalah? Kaj se dogaja na nogometni tržnici? Je kaj novega? Zaenkrat je še kar precej mirno. Mi smo po koncu jesenskega dela naredili analizo opravljenega dela. Moram reči, da smo kar v dobršnem delu videli veliko prostora za napredek, predvsem pa tukaj vidimo prostor za napredek z rastjo naših domačih igralcev, tako da v tem trenutku na prestopni tržnici nismo bili neki zelo aktivni. Pričakujemo, da bodo te fantje prevzeli svoje vloge, pa res, da je naš kader kljub temu še vedno kar številčen. Imamo kar nekaj igralcev pod pogodbo in najprej moramo zaradi racionalizacije poslovanja, ki je pa v teh časih tudi nujna, najprej te stvari urediti, potem bomo pa videli, koliko se bo pokazala kakšna potreba, bomo pa tudi ustrezno reagirali na nogometnem tržišču. Ja, navijači se zagotovo tudi sprašujejo, kdo bo vratar, ne? Ajdin Mulalić, vemo, odšel na operacijo kolena in bo dalj časa odsoten. Klub se je sporazumno razšel z vratarjem Sorčanom. Hudimana, kdo bo zdaj v vratih? Ja, jaz še vedno upam, da bo Ajdinova rehabilitacija tako uspešna, da bo prišel nazaj že do prvega kroga. Tudi nekako tako smo računali, ko smo te zadeve delali zdaj konc sezone, konc leta. Če temu ne bo tako, imamo trenutno dva mlada vratarja, Mihalaka in Štublarja. Štublar je že dobil priložnost, ko je Ajdin imel težave s hrbtom, medtem ko jo Klemen pri nas še čaka v letošnji sezoni. Tako da tukaj neke globine imamo, ker imata pa tudi te dva fanta v zadnjem času nekaj težav s poškodbami. Se pa zna zgoditi, da bomo mogli tudi malo pogledati po kakšnih alternativah, zaradi tega, da bomo lahko za prvo kolo sigurni, da bomo imeli na golu kvalitetnega golmana. Vsekakor pa si vsi želimo in upamo, da bo rehabilitacija Ajdinova dobro potekala in da bo čimprej se nam na polno pridružil in da bo lahko tudi branil. Kaj pa glede tržnice, da ne govorimo samo o tem, kdo bi lahko prišel, ne? Ampak po kuloarjih se govori tudi še o kakšnem odhodu. V medijih smo zasledili, da govorijo o Pišku in o Svenu Šoštariču Kariču. Kaj pravi športni direktor na te govorice? Ja, zaenkrat so to bolj govorice kot pa konkretne zadeve. Mislim, da za Svena ni treba izgubljati besed, je bil tudi vpoklican že v državno reprezentanco. Mislim, da je svojo kvaliteto to v zadnjih letih pri nas tudi pokazal. Mislim, da si zasluži morda tudi ta korak naprej. Moramo pa vedeti, da je pa nogometna tržnica trenutno kar zelo zahtevna. Tako za klube kot za igralce je kar precej težko dobiti primerne ponudbe in bomo videli. Želimo si, da vkolikor bi nas zapustil, da bi šel nekam, kjer bo za njega ugodno in seveda, da bo klub tudi primerno temu kompenziran. Se pravi, če bi prišla neka res dobra, konkretna ponudba, se bo tudi o tem razmišljalo? Ne, vsekakor pri nas je vedno bilo in vedno bo tako, da enostavno, ko fantje to naše okolje prerastejo in moramo ponuditi nekaj več. Jaz mislim, da imamo nešteto primerov igralcev, ki so nas zapustili v zadnjih letih in naredili super kariere v tujini. Tako da to je tudi naš cilj, tako kot njihov in vsekakor jaz upam, da bomo do tega skupaj prišli. In podobno je tudi z Janezom Piškom, on ima zdaj že ogromno tekem odigranih v prvi ligi, tako prej, ko je bil v Celju, kot zdaj pri nas. In kolikor bo prišla neka prava priložnost za njega, mu bomo tudi mi poizkušali priti nasproti in mu prisluhniti. Vkolikor pa ne, sta pa oba integralna dela ekipe in jaz mislim, da bosta maksimalno pripravljena na začetek sezone, vkolikor bosta ostala pri nas. Mi imamo pa tudi, kot sem prej rekel, že pripravljene določene igralce, ki pri nas odraščajo in dozorevajo in bodo stopili v njune vloge in v vlogo še kakšnega, ki bi lahko odšel, morda ne zdaj, ampak pa poleti. No, zanimivo, da se je v tem prestopnem zimskem roku mogoče najprej vzdignil prah ravno okrog mladih igralcev.
prvi primer v Olimpiji, potem v Kopru. V Kopru je celo direktor na tiskovni konferenci bil zelo ogorčen, omenjal neke kvazi menedžerje. Skratka, veliko je bilo govora o mladih igralcih, pa me zanima, kako sploh se klub lahko primerno zaščiti pred tem, da bi nek igralec takole odšel nepričakovano. Kako v Domžalah gledate na mlade igralce? Ja, mi imamo s tem kar veliko izkušenj in pa bogato tradicijo. Jaz mislim, da je kar precej znano že, da nekako kotiramo najvišje pri delu z mladimi. Jaz bom rekel tako, mi se koncentriramo, da poskušamo skauting izvajati že nekoliko prej, kot so denimo te fantje, ki zdaj menjavajo klube. Jaz mislim, da so ta leta kadetska in mladinska izjemno pomembna in da je zelo pomembno, kaj v tem času fantje delajo, kako se skrbi za njih. In mi imamo edinstveno možnost, da jim ponudimo bivanje v akademiji in pa potem neko popolno obravnavo, tako strani prehrane in vseh ostalih zadev. Tako da moram reči, da s temi stvarmi mi v preteklosti nismo imeli veliko težav, se s tem nismo veliko ubadali. Res pa je, da na vsakih nekaj let pa pride nek inflacijski faktor v naš nogomet, ne, to se je dogajalo že od časov Joca Pečečnika, pa Mandarić je vmes prišel nekaj časa, Maribor bil v tej funkciji, ne, zdaj je Celje. Ko enostavno nekdo z viškom sredstev pride v naš prostor in potem nekako te zgodbe, ko se na hitro zelo veliko zapravlja, ponavadi niso uspešne. No, mi imamo vseeno majčkeno drugačen pristop. Ne bom rekel, da ne zapravljamo, absolutno vsaka dobra stvar stane, ne, in se tega tudi zavedamo, ampak na drugi strani mislimo, da je definitivno večji poudarek treba dati delu in pa neki konstantnosti, in zaradi tega smo res ponosni, da ne vem, mislim 5, 6, 7 let, da smo že v samem vrhu oziroma na vrhu mladinskih akademij v Sloveniji. Jaz sem prepričan, da bo temu tudi tako ostalo, ne glede na to, da seveda tudi ostali klubi v to investirajo. Jaz sem vesel, da tudi ostali pač to prepoznavajo. Mi smo to naredili že ne vem, 15 let nazaj recimo, in upam, da bodo fantje, ki prihajajo k nam, prepoznali naš potencial in da bodo videli, da predvsem je delo tisto, ki šteje, in da denar v tej fazi njihovih karier še ni tako pomemben. No. Je pa to nažalost ali pa na srečo sestavni del nogometa. Tukaj prav velike filozofije ni, to je tudi v tujini, kjer so pač večji denarji še večji. Edina zaščita v Sloveniji je nažalost ta moment profesionalna pogodba. Z Dejanom Stefanovićem sva sicer pripravljala in je pripravljena tudi kolektivna pogodba, ki bi omogočala neko zaščito tudi za štipendijskimi pogodbami, kjer bili zaslužki igralcev manjši. Ne moramo vedeti, da za profesionalno pogodbo je to zdaj že skoraj jurja 100. Pri štipendijah bi bilo to okoli 500-600 evrov. Tako bi pač manjše klube bolj zavarovali in pa predvsem neko solidarnost med klubi vzpostavili, za kar si mi, ne glede na to, da smo blizu vrha te piramide v Sloveniji, že leta prizadevamo. Tako da to je večno vprašanje agentstva v nogometu, ali je pozitivno ali ni. Jaz mislim, da svojo vlogo imajo, mislim, da je pa velika odgovornost predvsem na klubih, pa na starših, ne na tistih, ki odločajo za te mlade fante, da se modro odločajo in da prepoznajo situacije, kjer bodo njihovi fantje dobili možnost, da bodo kar najbolj uspešni. Zdaj, če že klepetava v tej zimski pauzi, bi lahko rekli, ne moramo mimo korona krize. Ne? Zdaj vleče se že kar dosti časa. Kako pa ta situacija vpliva na klub? Govorimo vsem, o sami organizaciji, o finančnem delu. Verjetno ni lahko. Ja, zdaj organizacijsko smo se mi na korono kar hitro prilagodili. V bistvu, čim smo dobili navodila in nek modus operandi tega, kako funkcionirati, jaz mislim, da smo to izvedli in nam gre kar dobro. Res je, da je zdaj v začetku zimskih priprav v vrnitvi iz dopustov tale omikron tudi pri nas malo posegel, tako da imamo nekaj primerov okužb, ki smo jih pa na srečo polovili že predno so
preden smo prišli skupaj. Smo imeli pa obilo smole s tem, moram reči, da je bilo tudi kar precej nespretnosti, kar se odločevalcev tiče, pa ne samo, jaz ne govorim zdaj to kot državni ravni, to so mogoče neke druge zgodbe, ampak predvsem na nogometnem nivoju. Tukaj mislim, da smo bili vsi malo razočarani, no, da smo vsi pričakovali več. Tudi o pomoči se je strašansko veliko govorilo, moram reči, da ne UEFA, ne FIFA kot najmočnejše organizacije, jaz lahko povem pač za nogometni klub Domžale, da z njihove strani nismo še nič dubali kot pomoč v korona krizi. Tako da zadeva definitivno je zahtevna, no. Mislim, da je pa skoraj za naše delovanje, ne, ta neodločnost skoraj več škode naredila kot pa sama korona. Tukaj moram reči, da smo imeli srečo, ne, nihče ni bil huje prizadet zaradi tega. Kar pa pač je velik problem, ne, je pa to, da je pa korona močno vplivala na trg, na tržišče. Klubi so finančno veliko šibkejši, igralci, ki si jih prej prodajo morda za 1 milijon, je zdaj cena njihova pol manjša, ne, tisti, ki si jih pa morda uspel prodati za manj kot pol milijona, grejo pa zdaj več ali manj zastonj. Tako da mislim, da bo to kar nekaj časa še trajalo. Jaz sem to opozarjal že takoj v izbruhu korona krize, da je treba malo bolj srednjeročno se pripravljati, ne, da ni zdaj da primarni cilj tega, da odigraš eno prvenstvo do konca ali pa kakšno tekmo odigraš ali pa ne, ni to toliko bistveno. Jaz mislim, da strukturno smo nažalost se ne v nekaj Domžale, ne, mi absolutno to probamo, ampak moram reči, da smo imeli kar zvezane roke, strukturno mislim, da smo se pa relativno slabo pripravili, no. In tukaj moram reči, da se bojim, da že v letošnji sezoni je opazno, da je kvaliteta na igrišču v slovenski ligi po dolgih letih vzpona po mojem mnenju padla, kar je pa zaskrbljujoče in mislim, da se moramo vsi nad tem zamisliti. Je pa obenem to velika priložnost. To je pa velika priložnost zaradi tega, ker če kvaliteta ni tako in konkurenca ni tako zaostrena, je pa to priložnost, da dobijo mlajši igralci priložnost, da izbrusijo svoj talent in da mogoče oni s časoma potem pomagajo pri dvigu te kvalitete in pa tudi tistega, za kar načeloma v nogometu v Sloveniji vsi delamo, to so pa rezultati reprezentance. Ja, zagotovo. Še ene teme se morava dotakniti. Pred kratkim je Senijad Ibričić objavil javno, da je to njegova zadnja sezona. Če sem prav zasledil, je celo rekel, tudi če postanemo prvaki, Senijad ne bo več igral nogometa. Kako nadomestiti takega igralca, ki ima večplastno vlogo, poleg tega, da je nek mentor, po drugi strani zaradi svojega znanja nek motor ekipe še vedno. Kako nadomestiti igralca tipa Ibričić? Kdo ga bo nadomestil? Iskati direktno zamenjavo, jaz mislim, da je precej nehvaležno. Mislim, da bi bilo tudi nepošteno do igralcev, ki bi za njim prihajali, da bi pa zdaj od vsakega hotel, da je Ibro. Ne, Ibro je Ibro. Ker je Ibro. Tako da mislim, da ta odločitev je v njemu zorela že kar nekaj časa. Jaz mislim, da bi že leto pa pol nazaj zelo blizu temu, da bi nehal, pa je pol ta korona kriza v bistvu tudi pri njemu malo stvari zamaknila. Mi bomo predvsem poskušali te pol leta, dokler je še z nami, izkoristiti, da bomo uvajali igralce, ki bi lahko poskušali, da ga nadomestijo in pa prilagajali seveda igro celotne ekipe, ki bo seveda morala biti malo drugačna, kot je bila v zadnjih letih, ko je on dejansko orkestriral vse na igrišču. Ampak sem prepričan, da imamo fante, ki imajo prave danosti, da to naredijo in ob njegovem mentorstvu, tako zdaj kot potem v nadaljevanju, jaz mislim, da definitivno imamo možnosti, da se spremenimo in s tem seveda tudi nadgradimo in ratamo zaradi tega še boljše. Nekako se govori tudi, da bi Ibro želel ostati v domžalskem nogometu. Se že ve, kakšno vlogo bo imel?
Ne, on vsekakor ostaja v nogometnem klubu Domžale. Dokler je še igralec, je vedno to malo nehvaležno, tako do njega kot do trenerjev pa soigralcev, da bi zadevo preveč definirali. Jaz mislim, da se vidi predvsem v nogometnem delu, v končni fazi je tudi trenersko diplomo uspešno zaključil zdajle v tem premoru. Ne bo vključen morda toliko v poslovni del delovanja kluba, vsekakor bomo pa krepko potrebovali njegovo znanje, kar se tiče nogometa. Jaz mislim, da vsi te, pa dajmo temu reči, genialci žogo, potem tudi te stvari malo drugače vidijo. Zdaj pa eni so vrhunski trenerji, eni so vrhunski funkcionarji. Kam bo Ibro ta pot zanesla, bo verjetno samo čas pokazal. Definitivno bo pa prve te korake naredil pri nas in mi bomo tako kot do zdaj stali ob strani in mu pomagali zato, da bi lahko skupaj dosegali kar se da dobre rezultate. Članska ekipa se je odpravila na zimske priprave v Umag. Mogoče to bo zanimalo navijače. Koliko mladih nogometašev je šlo pa že na te članske priprave? Koliko je tistih, ki že vohajo majčken članski nogomet in na katere morda v prihodnosti tudi resno računate? Ja, moram reči, da v jesenskem delu nismo zadovoljni s tem, kako smo vključevali mlade igralce. Tega je bilo absolutno premalo. To se pa seveda lahko popravi samo tako, da so pač oni vključeni v proces treninga, v igranje prijateljskih tekem in edin tako se lahko dokažejo in pa edin tako trener pridobi zaupanje, da jim bo priložnost namenil v naslednjih tekmah, ki prihajajo. Mislim, da v tem trenutku jih je zraven 9, zdaj 2 sta odpadla zaradi poškodb. Praktično je 11-terico, no. Iz mladinske ekipe bomo imeli zraven. To je tudi nekak smer, v katero se želimo premakniti. To je kar velika številka, bi rekel. Absolutno, ampak moramo se zavedati, da tako kot sem prej rekel, ne, mi imamo trenutno pri nas najboljše mlade fante v Sloveniji. Poleg teh 9, ki so zraven, so verjetno še 3, ki bi si ravno tako zaslužili, da bi del priložnosti dobili. Tako da tle številčno nas res ne manjka. Je pa sedaj odgovornost na teh fantih in pa na trenerjih, da jih pripravijo, da bodo kar se da dobro pripravljeni, dočakali priložnost, jo potem dobili in upamo tudi izkoristili. Predvsem se bomo pa nagibali v smeri, da poizkušamo na tisti drugi poziciji, morda ne na najbolj udarni, ampak na uni rezervni poziciji povsod imeti svojega mladega igralca. Povsod pa seveda tudi nam to ne znese. Je treba računati, da so tukaj tudi kakšne poškodbe, korona mal reže, šolske obveznosti so v teh letih lahko tudi zahtevne. V jesenskem delu so imeli naši fantje še mladinsko ligo prvakov, tako da nekih izkušenj so ogromno pridobili, zdaj pa velika odgovornost na klubu, da izkoristimo to bogatstvo, ki ga imamo in da jim ponudimo priložnost in da lahko zacvetijo tudi na prvoligaškem prizorišču. Ja, vsi želimo, da bo temu tako. Cilji pred nadaljevanjem sezone so znani, ne? Domžale se, pa ne samo Domžale, tudi mnogi drugi klubi seveda si vsi želijo igrati v Evropi. Vemo, kako priti do teh mest ali prek pokala ali uvrstitve na lestvici. Kako do tega, kako to uresničiti? Ja, 2 poti sta. Pri krajši sta samo 2 tekme v pokalu in jaz mislim, da je to definitivno nekaj, kar bi bilo potrebno izkoristiti. Za drugo pot v prvenstvu pa jaz mislim, da je predvsem primarno, da najprej se odlepimo od samega dna. Mislim, da naša pozicija na lestvici trenutno ne opravičuje tega, kar vlagamo in tega, kar delamo. Tako da prva naloga v prvenstvu je definitivno ujeti serijo malo boljše forme in se tudi točkovno bolj približati zgornjemu modelu, zato da bomo potem v končnici prvenstva bodisi bolj mirni pred morebitno borbo za izpad, bodisi pa ambiciozni v bitki za Evropo. Na drugi strani je pa morda v tem trenutku pokal res večja prioriteta, ker še enkrat samo 2 tekme treba zmagati oziroma biti boljši.
v teh obračunih in Evropa je lahko spet tu, kar je pa za nas, ne bom rekel pogojno, ampak definitivno pa velik cilj vsako leto in ne moramo si privoščiti, da bi ta cilj prevečkrat zamudili. Je pa res, da smo bili pa v zadnjih 10 letih kar precejkrat uspešni. Mislim, da morda dvakrat, da nismo bili v Evropi, ker pa pač je tudi kazalec neke kvalitete in pa dolgoročne vizije, ki jo imamo, ki jo pa moraš v nogometu že na vsaki tekmi, vsak teden znova in vsako sezono znova potrditi ali pa si zelo hitro pozabljen. Tako da mislim, da imamo vsi skupaj zelo veliko motivacije. Prej smo o Ibrotu govorila, v končni fazi lahko je to njegova zadnja polsezona, mislim, da ni lepšega, kot da ga pospremimo z enim pokalom v nogometni pokoj. Tudi drugi, ki nas potencialno zapuščajo, so v podobni situaciji, tudi jaz v končni fazi morda ne bom v naslednjem letu več v isti poziciji, tako da motivacija je, bom rekel, zelo velika in vsi se že veselimo in pripravljalnega obdobja in pa predvsem potem, da se tekme začnejo in da začnemo zbirati točke. Ja, potem pa za konec najnega klepeta mi ostane samo še to, ravno kar smo skočili v leto 2022, zato je morda v redu, da zaključiva s kakimi željami. Torej, kaj želiš nogometnemu klubu Domžale, navijačem, torej rumeni družini, pa morda tudi kakšna osebna želja? Ja, bom rekel, da osebno predvsem si želim zdravja. Mislim, da v zadnjem času smo vsi skupaj nekako bili opozorjeni na to, kako zelo je to pomembno. Kar se tiče pa kluba, pa jaz predvsem želim vsem navijačem, da bodo meseci, ki prihajajo, manj stresni za vas, da bomo poskrbeli za to, da boste večkrat zadovoljni in da vas bomo lahko poleti spet razveseljevali in razvajali v Evropi, ter da boste pogosto naši gostje, da nas korona pusti pri miru, da bomo lahko v miru skupaj pogledali kakšno tekmo. Tako, Matej, hvala lepa za klepet. Vam, dragi navijači in ljubitelji nogometa, pa seveda nasvidenje in spremljajte nogometni klub Domžale. Veliko zanimivega vam bomo še pripravili v nadaljevanju sezone.